Lep pozdrav v današnjih minutah za kulturo na televiziji Celje, spoštovane gledalke in gledalci. Pred nami je že druga premiera te sezone v Slovenskem ljudskem gledališču v Celju. In sicer ponujajo monodramo Žalostinke iz srca Evrope. Komaj je za nami prva premiera letošnje sezone v celjski poklicni gledališki hiši, že je pred nami njihova druga premiera. Tokrat na malem odru, v kateri v koprodukciji Sun Songs Complex FI predstavljajo monodramo Žalostinke iz srca Evrope, finskega dramatika in režiserja Kristjana Smetsa. Kot protagonistka pa v vlogi nastopa igralka mlajše generacije Maša Grošelj. Poetična drama, ali kot so zapisali, poetična igra o lepoti, ljubezni in upanju Žalostinke iz srca Evrope je nastala leta 2007. Njen avtor, finski dramatik Kristjan Smets, pa si je za izhodišče vzel roman Dostojevskega Zločin in kazen. Bolj kot filozofska in moralna dimenzija zločina v Dostojevskega Zločin in kazen, finskega avtorja Kristjana Smetsa v njegovi drami Žalostinke iz srca Evrope zanimajo obstranci v sodobni Evropi. Prostitutke, pijanci, morilci, ljudje iz družbenega dna. To je svet, pred katerim si tudi današnja bogata in bleščeča Evropa zatiska oči. Monodrama Žalostinke iz srca Evrope je slovenska praizvedba, na oder pa je postavil finski režiser Jari Jutinen, katero pa je bilo njegovo osnovno sporočilo, ki jo želi kot avtor gledališke predstave podati gledalcu. If I could say that in one sentence, I would not do a whole play, you know. Če bi lahko to povedal v enem stavku, potem ne bi delal cele predstave. Za frazo vse, kar potrebujemo, je ljubezen, so bitli potrebovali vsaj 2 minuti. Jaz pa bi rabil celo uro. Veliko stvari je. Tu se prepletajo ljubezen, kriminal in obžalovanje. Vsaj zame. Ne da se povedati v enem stavku. Če bi lahko to povedal v enem stavku, bi postavil igralko pred občinstvo, da pove, vse, kar potrebuješ, je ljubezen. Because as I said, if there was one sentence, I would put the actor in front of the audience and she would say that sentence, like, all you need is love. Kaj pa je vrednost tega dramskega dela za njegovo uprizarjanje v današnji stvarnosti? Po mojem glavna vrednost je v tem, da ima glavno besedo ženska, da ona spregovori o stvareh, ki krojijo njeno življenje, da predstava dobro pokaže to, kako močno vplivajo na žensko različni moški, ki imajo različne problematične usode, ki jih ona na nek način in povezuje, a po drugi strani pa tudi zelo pomaga vsem med njimi. Kot protagonistka v predstavi nastopa igralka mlajše generacije Maša Grošelj, ki že od leta 2018 sodeluje s celjskim gledališčem. Od leta 2020 pa je stalna članica njegovega umetniškega ansambla. Kakšen izziv pa je njej vloga v predstavi in kaj pričakuje od nje? Izziv je ogromen, sigurno največji do zdaj v moji karieri, ker kot sem že tudi prej rekla, je potrebna neka posebna koncentracija, tudi čist posebna telesna moč, zato da speljem celotno predstavo, ker tudi ni, čeprav traja samo kakšno urco, je zelo intenzivna, zame za igralko je tudi zelo ogromen čustveni naboj, veliko enih sprememb, tako da je zelo zahtevna predstava. Pričakovanja, sem se nekako navadila v življenju, da si ne delam nekih pričakovanj. Jaz bi sam rada, da se premiere in ostale ponovitve, da se super speljejo, da publika uživa v tem, uživa, da nekaj dobijo od tega, ker ne vem, ni lih te vrste predstave, ko lahko prav ekstremno uživaš pa se zabavaš. In ja, bomo videli, kaj se zgodi naprej v moji karieri in s to predstavo in tako. Poleg Maše Grošelj in finskega režiserja Jarija Jutinena so predstavo kreirali še prevajalka Julija Potrč-Šavli, dramaturginja Alja Predan, finska ustvarjalca, scenograf in oblikovalec svetlobe Timo Numelin ter avtor glasbe in zvoka Vili Hyvönen,
Oba sta tudi oblikovalca videa v predstavi, nadalje kostumografka Tina Bonča, lektorica Živa Čebulj in študijska asistentka lektorice Eva Pori. Da pa je danes to delo finskega avtorja na repertoarju, pa je posledica zavzemanja dramaturginje Alje Predan, ki se je, kot je povedala na tiskovni konferenci o premieri, ko je vodila Borštnikovo srečanje, zavzemala, da bi v našem gledališkem prostoru vsako leto en mednarodni fokus podali na države z manjšinskimi jeziki, ki jih sicer slabo poznamo po gledališki in dramski ustvarjalnosti. Tako je v okviru Borštnikovega srečanja nastalo 7 velikih mednarodnih sklopov. Zadnji v teh sklopih mednarodnih je bil finski fokus. In takrat sem jaz pač povabila predstavo Žalostinke iz srca Evrope v režiji Jarija Jutinena in v avtorstvu Kristjana Smetca, ki sem ga pa tudi že prej poznala. On je namreč ne le dramatik, ampak tudi zelo uveljavljen gledališki režiser finski. V bistvu edini, ki je od nordijskih režiserjev dobil nagrado, ki jo je svoj čas podeljevala, dolga leta podeljevala Evropska unija, premijo Evropa za nove resničnosti. Med vrsticami to nagrado je od Slovencev prejel samo Jernej Lorenci, tega se pravzaprav Slovenci bolj ali manj ne zavedamo. In pričakovanja vodstva celjskega gledališča ob tej novi drugi premieri letošnje sezone? Pričakujemo že drugo premiero in se tudi veselimo. Gre za mal neobičajen format predstave, zanimiv format. Gre za monodramo, ki ni čisto običajna monodrama. Gre za praktično, bi rekel, neke vrste dramski kabaret igralke, ki sicer ne poje, ampak je predstava polna tudi različnih uprizoritvenih sredstev, kot je video, zvok, dodelana scenografija, kostumografija, tako da gre za eno polno predstavo, ki se izprašuje o pomembnih temah tega trenutka, ki nas, bi rekel, z vsakim dnem ali pa tednom še močneje obremenjujejo. In upam, da bo predstava nek prispevek izpraševanju o teh zadevah in iskanju rešitev. Premiera monodrame Žalostinke iz srca Evrope je na Malem odru gledališča Celje na sporedu v petek 23. septembra ob 19:30, ki bodo seveda sledile še ponovitve. Prva že v soboto 24. septembra. S to predstavo pa svoje aktivno ustvarjalno obdobje zaključuje dramaturginja Alja Predan, ki je, zanimivo, svojo profesionalno pot pričela prav v Celju, kjer jo tudi zaključuje. Zdaj bom povedala eno anekdoto iz svojega življenja in sicer je ta. Jaz sem svojo poklicno gledališko pot začela v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. In sicer sem bila prvič dramaturginja pri uprizoritvi Prevzgoja srca, ki jo je Dušan Jovanovič napisal tekst za njo po motivih bratov Karamazovih iz Dostojevskega. To je režiral Mile Korun in to je bila zelo, zelo slavna predstava v tedanji celi Jugoslaviji. Od takrat naprej se reče, to je bilo, ne vem, leta 82 ali tam nekje 80, jaz nisem nikoli več delala v gledališču Celje, nikoli. Potem sem pa prišla pred 5 leti kot dramaturginja, sem se vrnila in zdaj se poslavljam spet z uprizoritvijo, ki je temelji na drugem romanu Dostojevskega. Tako da to je en lep zaključek moje kariere. Res pa je, da sem bila marsikaj v tem svojem življenju, ampak tisto, kar sem bila na samem začetku, to pa je samozaposlena v kulturi, temu se danes tako reče, se reče freelancer, človek, ki nima nekega ritma, nekega ustaljenega urnika in tako naprej. To sem ostala do zdaj in zato sem tudi rada menjala svoje pozicije, ker se mi zdi, da se človek po določenih letih na takih ustvarjalnih mestih izpoje, zgubi motivacijo, se začne ponavljati, pade v rutino, to pa za noben ustvarjalen proces ni dobro. Tako da sem ostala freelancer v duši in kar pa pomeni, da zame ta datum
ne predstavlja ničesar. Jaz bom delala naprej, samo da pač ne bom prejemala dohodkov v gledališču Celje, ampak na Spizu. To je pa tudi vse. No, po petkovi premieri 23. septembra na Malem odru celjskega gledališča si bodo reprize monodrame Žalostinke iz srca Evrope seveda sledile še v abonmajski ponudbi celjskega gledališča. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.